ko smo popolnoma na tleh. Včasih se nam zdi, kot da je življenje postalo pretežko, kot da bi na svojih ramenih nosili celi svet. Čutimo, da bomo vsak čas padli, da se bomo zrušili pod težo svojih bremen. Prežeti smo s strahovi, s skrbmi, z bolečinami, s težavami, z izgorelostjo, s slabimi odnosi in še bi lahko naštevali, ter preprosto ne vidimo več izhoda. Znajdemo se v okoliščinah, ko se počutimo resnično popolnoma na tleh. Pridejo trenutki, ko se počutimo nemočne in popolnoma brez energije. Ko bi kar nekam lahko odšli in da nas preprosto ne bi bilo več. Dogajajo se nam situacije, ki nas vznemirjajo in ki rušijo naše notranje ravnovesje in vibracijsko pademo. Začnemo se smiliti sami sebi in postanemo žrtev svojih slabih občutkov. Tisti trenutek ne želimo nikogar slišati, ne želimo pridig in moralnih naukov, kako naj bi se počutili in kaj naj bi naredili. Mnogokrat takrat potrebujemo le mir, tišino in predvsem čas, da se spet normalno vrnemo nazaj, da spet zadihamo, da ponovno poiščemo ravnovesje v sebi in dvignemo svojo vibracijo. Zavedati se moramo, da ni prav nič narobe z nami, če se počutimo slabo in smo žalostni. Vso pravico imamo, da se tako počutimo. Pomembno je, da vemo, da nismo mi krivi za vse to, kar se nam dogaja, temveč smo le odgovorni za vse to, kar se nam dogaja. Mi sami smo tisti, ki kreiramo, ki ustvarjamo svoje življenje. Ne dogaja se življenje nam, mi smo tisti, ki mu dajemo pomen. Mi smo tisti, ki smo odgovorni za svoje lastne odločitve in nihče, prav nihče se ne more odločiti namesto nas samih in ne za nas. Če trenutno tega še ne občutimo, ni popolnoma nič narobe. Dajmo si še čas. Dajmo čas sebi, ozrimo se v sebe. Zaslužimo si to. Zdaj se lahko tudi razjokamo. Jokajmo. Jokajmo, če nam to pomaga. Vse je v redu in prav. Tudi jok. Za trenutek se poslušajmo. Vprašajmo se, kaj bi nam prav ta trenutek najbolj prijalo, kaj bi nam ta trenutek odgovarjalo, kaj bi nam ta trenutek koristilo. Sprejmimo to odločitev in se z njo uskladimo. Kaj je tisto, kar potrebujem ta trenutek? Kaj si želim? Če še ne gre, pač ne gre. Potrebujemo še malo več časa
Dajmo si ga, vzemimo si ga in se ne priganjajmo. Posvetimo se sebi. Ta čas, ki ga namenimo sebi, je najbolj dragocen čas. Zato si ga ta trenutek vzemimo. Pomembno je, da se znamo umakniti iz zunanjega sveta in biti sami s seboj, ter ponovno odkriti mir in brezpogojno ljubezen, ki sta vedno prisotna globoko v našem bistvu. Če nam ta trenutek manjka ljubezni, ki jo nismo dobili v preteklosti, ali pa jo ne dobivamo v tem trenutku, vedimo, da jo ne bomo dobili, če ne bomo našli v sebi. Ne moremo dobiti tistega, kar ne znamo dati najprej sebi in potem drugim. Poskušajmo se napolniti z ljubeznijo, s hvaležnostjo, z radostjo, srečo, z dobroto, z veseljem, zdravjem, z bogatstvom, z dobrimi odnosi. Ter poskušajmo začutiti to pozitivno energijo. Vedimo, da je prav vse mogoče. Tudi ta trenutek, ko smo še popolnoma obupani. Dajmo, položimo roko na svoje srce in začutimo svoj utrip srca. Zavedajmo se, da naše srce vsak trenutek brezpogojno bije za nas. Bije sekunde, minute, ure, tedne, meseca, leta, desetletja. Brezpogojno bije za nas in prav nič ne zahteva za plačilo. Ozavestimo ta trenutek, začutimo svoje srce, poskušajmo se preprosto povezati z njim in začutiti hvaležnost. Zazrimo se še bolj globoko v svoje srce, pa čeprav nam je še hudo, čeprav trpimo in smo nesrečni. Poskušajmo poiskati vsaj eno stvar, za katero smo lahko ta trenutek hvaležni. Je mogoče utrip srca že dovolj? Kaj pa naše dihanje? Se sploh resnično zavedamo, da se vsako jutro prebudimo, da živimo? Poskušajmo vsaj za trenutek pozabiti na svojo bolečino in pomislimo, kaj vse nas v našem življenju razveseljuje. Koga mi vsakodnevno razveseljujemo. Pomislimo na naš dom, na družino, na otroke, če jih imamo, na partnerja, na naše starše, brate, sestre, prijatelje in znance, na službo, na topel dom, streho nad glavo, na vso čudovito naravo, ki nas obdaja, na vse te lepote, ki jih lahko vidimo okoli sebe. Koliko ljudi nima možnost tega imeti in to občutiti? Se tega sploh zavedamo?
kakšna milost je to, da vse to lahko imamo. Odprimo svoja srca in poglejmo na vse te stvari v nas in okoli nas. A gre? Ali nam je še vedno preveč hudo? Nič hudega, če ne gre, si dajmo še malo več časa. Če si ta trenutek želimo objema, ne čakajmo, da nekdo pride in nam ga da. Preprosto se naučimo sami sebe objeti. Objemimo se, objemimo sami sebe. Prekrižajmo roke na svojih ramenih in se stisnimo. Stisnimo se nežno ali močno, tako kot nam ta trenutek najbolj paše. Tako kot nam je najljubše, in začutimo ljubezen, ki jo dajemo sami sebi. Povejmo si kaj lepega, sami sebi povejmo tisto, kar si želimo ta trenutek slišati. Ne čakajmo, preprosto se objemimo in si povejmo, da se imamo radi. Povejmo si v svojih mislih to ali na glas in se stisnimo, stisnimo in se objemimo. Ko se tako objemamo, lahko tudi steče kakšna solza. Z vso pravico lahko zajokamo, če tako čutimo. Vendar vedimo, da to niso več solze žalosti. To so solze, ki prihajajo globoko iz našega srca. To so solze, ki čistijo. To so solze čiste hvaležnosti. Nekaj trenutkov še ostanimo objeti in občutimo to čudovito energijo, ki nas popolnoma prežema. Smo v visoki vibraciji. Naše telo in naš kličeta po sprostitvi in umiritvi. Živeti v miru in harmoniji pomeni, da delamo na sebi, da smo zadovoljni s seboj in svojim življenjem. In prav ta trenutek se sami odločamo, da bo tako. Želimo imeti prav ali želimo živeti v miru. Le mi sami se lahko odločimo, kaj si želimo. Si želimo imeti mir ali prav? Kaj nam več pomeni? Saj smo le mi tisti, ki smo odgovorni za to, kako se bomo odločili. Čutimo to? Resnično verjamemo v to? Smo prepričani v to? Če ne,
Preprosto zamenjajmo svoja prepričanja, ki nam ne koristijo. Kajti naša prepričanja so tista, ki nam kreirajo, so tista, ki nam ustvarjajo našo prihodnost, ki nam ustvarjajo naše življenje. Svoja stara prepričanja enostavno zamenjajmo z novimi. Zamenjajmo jih s takšnimi, ki nam koristijo. Zdaj je čas, da počasi, prav počasi zapremo svoje oči. Poskušajmo umiriti svoje dihanje, ter se poskušajmo čim bolj sprostiti. Naj se mir naseli v nas. Dovolimo si začutiti ta mir in to harmonijo. Zakaj bi se še naprej mučili in trpinčili sami sebe? Dovolj je bilo. Čas je, da ostanemo. Čas je, da začutimo svobodo, ki jo sami izbiramo. Čas je, da dvignemo svojo vibracijo. Nič nam ni potrebno ta trenutek narediti. Le globoko dihajmo in se z vsakim izdihom čim bolj sprostimo. Vdihnemo in počasi, počasi izdihnemo. Zaupajmo sebi, zaupajmo svojemu telesu, saj naše telo samo najbolj ve, kaj potrebuje ta trenutek. Le dihajmo. Naše dihanje se počasi umirja. Vse se dogaja popolnoma naravno. Le smo in se prepustimo sprostitvi. Vse naše misli naj zdaj odidejo. Ne obremenjujmo se več z njimi. Če pride misel, jo le zaznajmo in ozavestimo in jo spustimo jo, da gre. Naj le gre. Osredotočeni smo le na dihanje. Mirno dihajmo in se le sproščamo. Dovolimo si, da teža, ki jo nosimo na svojih ramenih, preprosto gre. Dovolimo si jo osvoboditi, pustimo jo, da gre. Naj le gre. Ne mislimo preprosto na nič. Le smo. Začutimo mir in tišino, ki nas obdajata.
ta trenutek imamo čisto vse, kar potrebujemo. Smo popolnoma varni in mirni. Smo popolnoma sproščeni. Četudi se še vedno počutimo osamljene, zapuščene in žalostne, je to ok in čisto v redu. Pot navzgor ne bo tako enostavna in lahka, vendar vedimo, da je le pomemben prvi korak, da se odločimo, da želimo nekaj spremeniti. Odločimo se, da vztrajamo kljub temu, da smo utrujeni od vsega tega, kar se nam dogaja. Vztrajajmo, pa plačani bomo za to. Ne upirajmo se okoliščinam, ne bojujmo se z njimi. Ko smo v stalnem boju, ne delamo v skladu s seboj in življenjem. Preprosto le zaupajmo in se prepustimo, naj nas življenje nese. Vedimo, da smo vedno varni, za nas je vselej poskrbljeno. Vedno smo bili in vedno bomo varni in ljubljeni. Za nas je vsak trenutek poskrbljeno. Le verujmo. Bog, naš stvarnik, je vedno z nami. Nikoli, prav nikoli nismo sami. Zaupajmo mu in se mu prepustimo. Včasih moramo izkusiti trpljenje le zato, da spoznamo, da mi sami izbiramo lastne občutke, da mi izbiramo in ustvarjamo lastno srečo, ki ni pogojena z zunanjim svetom. Kako bi lahko vedeli, kaj je ljubezen, če ne bi nikoli občutili sovraštva ali osamljenosti? Kaj je sreča, če ne bi občutili nesreče? Kaj je zdravje, če ne bi bili nikoli bolni? Kaj je to veselje, če ne občutimo žalosti? Kaj je svetloba, če ne zaznamo teme? Preprosto so to izkušnje, ki jih potrebujemo izkusiti. Kako se bomo odločili? Na nas je zdaj. Je bilo dovolj trpljenja? Je bilo dovolj bolečine? Je bilo dovolj žalosti? Že vidimo rešitev? Poskušajmo na svojo težavo spremeniti naš pogled. To, kar ta trenutek doživljamo, to, kar se nam dogaja, je le naša pot. Morda je to naša lekcija, ki nas vodi do sreče, do uspeha, do zdravja, do bogatstva, do dobrih odnosov. Mogoče je vse to, kar se nam ta trenutek dogaja, le del rešitve, ki se bo zgodila na koncu. Vse to, kar se nam dogaja, nam lahko prinaša našo največjo rast. Lahko nam prinese našo največjo ekspanzijo. Dajmo, sprejmimo to kot le del naše poti
in zamenjajmo svoj pogled na vse to, kar se nam v tem trenutku slabega dogaja. Ko spremenimo pogled na nekaj, se bo to nekaj samo po sebi spremenilo. Ko zamenjamo pogled na svojo težavo, bo naša težava, naš problem se spremenil in ne bo več problem. Naše misli spremenimo, naša prepričanja spremenimo in dvignimo svojo vibracijo. Vsi ti problemi in vse te težave, ki se nam dogajajo, so tu z namenom. Morda so le prekriti blagoslovi, čeprav jih ta trenutek še ne vidimo tako. Brez misli in brez sodbe si dovolimo resnično začutiti in izkusiti popoln mir. Osredotočimo se na naše srce in ga še bolj odprimo. Naj nas preplavi brezpogojna ljubezen od znotraj navzven. Dovolimo svojemu bistvu, da se izrazi v vsej svoji popolnosti. Mir, ki prihaja z našega srca, je večen in je popolnoma neodvisen od zunanjih okoliščin. Nič od zunaj ga ne more skaliti. Ljubezen, ki je vedno in vselej nosimo v svojem srcu, je brezpogojna in ne pozna sodb. Preprosto le je. Vedimo, da vse, kar potrebujemo, že imamo v sebi. Zato poskušajmo zdaj poiskati to. Globoko v sebi nosimo vse to. Poiščimo zdaj, odprimo svoje srce. Ta trenutek le dovolimo, da se to izrazi. Zavedajmo se, da imamo vedno moč, da se lahko počutimo bolje in da v svojem življenju sploh ne potrebujemo trpljenja. Varno je, da smo srečni, mirni ter v harmoniji s samim seboj. Kajti mi vsi smo ustvarjeni za srečo. In prav je tako. Nekaj trenutkov uživajmo v občutkih popolnega miru, ki naj se pomeša z brezpogojno ljubeznijo, ki prihaja prav iz globine našega srca. Vse je dobro in vse je točno tako, kot mora biti. Vse to, kar se nam dogaja, vse to nam lahko prinaša našo največjo rast, našo transformacijo. Vedimo, vse to je lahko le prekriti blagoslov. Ne pozabimo tega. Dajmo, sprejmimo vse to kot del naše poti. Zdaj je čas, da se počasi vrnemo nazaj v ta trenutek, v ta prostor, kjer se trenutno nahajamo. Vsa spoznanja, ki smo jih spoznali v tej vodeni meditaciji, bomo odnesli s seboj. Vso ljubezen, ki nas prežema, ponesimo s seboj in jo občutimo v sebi ter jo brezpogojno širimo tudi na druge. Občutimo neizmerno radost in hvaležnost. Hvala, hvala, hvala za ta nova spoznanja. Hvala, da se zavedamo, da smo mi odgovorni za prav vse, kar se nam dogaja.
in vse, kar se nam dogaja, je dobro in prav in je točno tako, kot mora biti. Vse, prav vse se zgodi in dogaja z razlogom. Zato nikoli ne sodimo in se ne obtožujmo in ne kritizirajmo. Le ljubimo in bodimo hvaležni. Ozavestimo ta mir, ozavestimo to ljubezen in radost, ozavestimo hvaležnost, ki smo jo ravnokar občutili. Ne pozabimo, da smo mi odgovorni za čisto vse, kar se nam dogaja. Mi sami smo ustvarjalci svojega življenja. Mi sami smo ustvarjalci svoje sreče. In vsak trenutek se odločamo, kako se bomo počutili. Zato le spremenimo pogled na vse naše težave, za katere mislimo, da so težave. To sploh niso težave, to so le prekriti blagoslovi. Dajmo, zakaj ne bi pogledali na vse te naše težave in probleme drugače? Poglejmo na vse to kot na darilo. Vedimo, da nas notri v darilu čaka nekaj izjemnega in čudovitega. Zaenkrat vidimo le škatlo, vidimo le zunanjost darila in še ne vidimo in ne prepoznamo same vsebine, ne vidimo, kaj je notri. Ne vidimo bistva, ker je našim očem še skrito. Poglejmo na to našo situacijo, kot da je to naše največje darilo, ki smo ga dobili v dar. Ko dvignemo svojo vibracijo, vedno pride rešitev. Ko spremenimo pogled na vse to, kar se nam slabega dogaja, se to nekaj hitro spremeni. Vedimo, da se stvari dogajajo vedno za naše največje dobro. Globoko vdihnimo in izdihnimo. Prav počasi, čisto počasi odprimo svoje oči. Pomanemo si roke, objamemo svoj obraz in ga umijemo s to čudovito energijo, ki jo občutimo v svojem srcu. Ta mir, to ljubezen in to hvaležnost ponesimo s seboj in vse to imejmo v sebi skozi cel dan ali skozi celo noč. Bodimo srečni. Hvala, 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 hvala.